Dober večer. Vsem skupaj. Lepo, da smo se zbrali v takem številu. Zdaj, morda boste tam malo manj videli, boste pa sigurno dobro slišali, kar nam bo danes povedal magister Zmago Godina, ki ga malo hecamo, ker smo si takole domači. Zmago je namreč že vsa ta leta z nami v Svetopisemskem maratonu. Včasih je bil prav v organizacijskem odboru, zdaj nam pa bolj pomaga s predavanji, ker je namreč zelo zaposlen. Je predsednik Adventistične cerkve tukaj v Sloveniji, to pomeni takšen vseslovenski, pa najvišji na vrhu, tako ja, nekako naš, kot bi bil katoliški škof, tako. Tako da ni on kar tako. Pomemben predavatelj tudi iz drugih področij. Veliko predavanj ima po celi Sloveniji, tudi v tujini, predvsem v Hrvaškem, kjer je tudi študiral. Tako da bo danes v sklopu našega svetopisemskega maratona, ki se odvija že cel teden, imamo te usporedne dogodke, vsak večer probamo organizirati še nekaj poleg branja, torej nekaj, kar nas duhovno obogati, nam da novih pogledov na področje, ki ga tiste leto obravnavamo. To leto je v ljubezni ni strahu. Torej, kako se soočiti s tem strahom, kako je povezan s Svetim pismom, kako nam osebno lahko pomaga Svetopismo in pač druge metode, ki nam jih Jezus ponuja. Tako da bomo zdaj prisluhnili Zmagotu. Če bo kakšno vprašanje, seveda dobrodošli na koncu, da vprašate, če bo kaj grozno nejasnega, verjetno tudi vmes. Zmago je zelo sposoben predavatelj, tako da bo sigurno uspel na vse vaše dileme odgovoriti. Pa na koncu potem morda še ena tako sproščena debata ali pogovor, pa bomo potem zaključili približno čez eno uro. Izvolite, Zmago. Dobar večer. Hvala za ta uvod. Sicer, kada mi kdo najavlja, potem moramo malo nabildati govornika. Tanja je to zdaj dobro naredila. Me nahvalila tukaj, ampak upam, da bom znal seveda ustrezno odzvati se potem na vse te stvari. Tema, kot je bilo rečeno, letošnjega maratona je v ljubezni ni strahu in nocoj govorimo o temi, ki nosi naslov Osvoboditev iz primeža strahu. Ker dejstvo je, mislim, da ni dileme, da živimo, lahko rečemo, v nekako prestrašenem svetu. Namreč tematika strahu ali pa strah kot tak prežema svet in življenje na njem. In vzroki ali pa razlogi za strah so seveda različni. Viri, odkot se prihajajo, da rečemo, spodbude za strah, so zelo raznolike. Danes veliko govorimo o grožnji terorizma in seveda vsem, kar je s tem povezano. In če samo razmišljamo o tem, kako je bilo življenje pred nekaj leti, preden je ta grožnja postala tako splošno, recimo razširjena, bomo zagotovo zaznali razliko. Danes, če ne drugače, boste zaznali, ko nekam potujete. Veste, da so kontrole na letališčih veliko strožje, kot so recimo bile včasih. Se morate sezuti, oddati vse, ne samo tiste klasične stvari, kar se včasih dalo. Skratka, ta grožnja in nevarnosti povezanih z njo so nekaj stvarnega, resničnega. Seveda resnično je tudi strah mnogih ljudi. Veliko ljudi ne potuje ali pa manj potuje, recimo zaradi tega. Ljudje se izgibajo lokacij, kjer obstaja nevarnost, da pride do nekega recimo terorističnega napada in podobno. Ampak to ni seveda edina grožnja ali pa edini vir strahu v tem našem svetu in našem življenju. Spomnimo se ebole, recimo. Nekaj mesecev nazaj je to bila glavna novica. Kamorkoli ste se obrnili, povsod ste poslušali nekaj o tem. In to ne glede na to, da se je vendarle, kot bi tako sveta šablonsko rekli, dogajalo tam daleč od nas. Ampak kaj hitro je to postala težava dobršnega dela sveta, zato ker se bolezen ni zadržala samo na eni lokaciji, ampak so seveda ljudje, ki so se nahajali na tej lokaciji, prenašali naprej. Ljudje, ki potujejo, migranti in podobno. Skratka, spet veliko strahu, veliko vprašanj, kaj se bo zgodilo, kam bo vse to pripeljalo. Potem imamo okoliščine, dogodke, situacije, ko ljudje preprosto izginejo. Imamo s tem povezano trgovino, recimo, z ljudmi in podobno. In mislim, da kot starši, recimo, se danes
dosti bolj bojimo za svoje otroke, kot so se naši starši za nas. Mislim, da to nekako izkusim. Jaz imam 2 hčeri in moram vam reči, da ko gremo v kakšne neznane kraje, da rečemo pa na neko novo lokacijo, kjer je recimo veliko ljudi, so moje oči na njiju vedno. Mislim, seveda to ne pomeni, da sta neprestano v neki nevarnosti in da je zaradi tega treba narediti ne vem kaj, ampak dejstvo je, da smo starši veliko bolj pozorni danes, zato ker seveda beremo o marsičem, slišimo o marsičem in zgodbe, ki jih slišimo, seveda nas navdajajo z določeno mero strahu. Potem, če gremo na ekonomsko področje, mislim, da ni treba govoriti kaj posebej o tem. Ljudje se v povezavi s stanjem na trgu, pa ne samo trgu vrednostnih papirjev, ampak dela in seveda vseh ostalih tržiščih danes bojijo marsičesa. Porajajo se številna vprašanja, kaj bo z našimi pokojninami, tisti, ki še recimo delamo, ne? Kako bomo takrat živeli glede na neke dejavnike, ko spremljamo gibanja na tem področju, kaj se bo dogajalo na splošno na ekonomskem področju, kaj bo z našo zaposlitvijo, konec koncev. Danes ni več nič zagotovljeno. Mogoče včasih, nekje v preteklosti, je to bilo drugače, ampak danes so stvari povsem drugačne, spremenili so se in seveda ta negotovost povzroča določen strah. Ljudje ne vedo, ali bodo jutri še imeli delo, ali bodo dobili plačo za svoje delo. Včasih smo bili, da rečemo tako, navajeni, da je to nekaj povsem samoumevnega. Danes pa poslušamo novice, kako dobivajo ta mesec plačo za mesec marec ali pa april, recimo. Ne. In zagotovo, ko se nekdo znajde v taki situaciji, se sprašuje, kako bo preživel, kako bo prehranil svojo družino, kako bo poskrbel za vse potrebe, za katere pač mora poskrbeti. Tako da teh virov strahu je veliko, zelo raznoliki so in nihče od nas ni imun na to. Nihče od nas ne more reči, to pa se mene ne tiče. Res je, da nekatere stvari se nanašajo na nas bolj, druge manj, nekateri od omenjenih strahov so bolj resnični za nas od drugih, ampak dejstvo je, da so tukaj. Dejstvo je, da so nekako del te atmosfere, ozračja, ki ga dihamo, ki ga živimo. In tudi, če se ne nanašajo direktno na nas, vendarle jih čutimo. Poznamo nekoga, ki je prestrašen, da rečemo, zaradi teh stvari. Nekoga, ki gre skozi neko težko izkušnjo. Recimo, in seveda potem to posledično tudi pri nas povzroča strah, ker strah je nalezljiv, lahko rečemo. In tega bi se morali zavedati, tudi če se nekaj nas direktno, da rečem, ne dotakne, vendarle se v družbi prestrašenih ljudi začnemo tudi mi počutiti prestrašene, ali pa vsaj nekako prodira ta strah v naše življenje. Mogoče samo kot ena ilustracija, ne vezana direktno za to, ampak za to nalezljivo strahu. V svojih malo mlajših letih sem redno hodil na taborjenja z našimi stezosledci, to je nekaj podobnega skautom. In seveda fante in dekleta, ki so bili tam, smo poznali, to so bili tisti, s katerimi smo na nek način odraščali, da mi, ki smo bili njihovi vodniki nekaj prej kot oni sami. In eno leto smo taborili v Topli na Koroškem, to je pod Peco, ne vem, če ste kdaj bili tam, zelo zanimiv kraj, lep, poseben seveda, in naš center je bil v Centru za šolske in obšolske dejavnosti tam. Potem smo seveda te naše zasledce hoteli naučiti tudi preživetja v naravi in smo delali bivake in podobne stvari. In fantje so se odločili en večer, da bodo šli prespat v gozd. Blizu sicer tega našega doma, ampak vendarle oddaljeno recimo nekaj od njega. In podali so se v ta gozd, z vso pač potrebno opremo, bivaki so ga prej postavili, vse je bilo tako, kot mora biti. In potem ne vem zakaj, ali pa ne vem, kdo od nas pravzaprav je prišel na idejo, gremo jih malo prestrašiti. Ko so bili na gozdu. Čist malo smo rekli, ne, tak, malo za zabavo v bistvu vse skupaj. In potem smo res podali ta gozd, tako tiho, ne, seveda v popolni temi, videli smo, kje so oni, ker so svetili z baterijami in si urejali svoje prenočišče. In ko smo se mi približevali seveda v gozdu
poči vejica, na katero stopiš, naenkrat se dogajanje v tem njihovem bivaku ustavilo. Ne. In potem začne, si slišal, nekaj po, ne, drugi pravi, nič ni. In mi naprej seveda gremo, čisto nenamerno, seveda poka še več tih vejic in hitro je se vse to spremenilo, kar so oni planirali početi in doživeti tam in naenkrat so bili v taboru nazaj. Ne. Ampak začelo se z enim, ne, ki je, a si slišal, ne, in drugi, joj, pa res je nekaj, ne, in potem so že videli nekaj, čeprav nas zanesljivo niso videli, ker so v drugo smer gledali, ampak oni so bili prepričani, da nekaj vidijo. In njihova reakcija na koncu je seveda bila ta, da od tistega prvega vsi so se prestrašili in vrnili nazaj, ko smo jih vprašali, okay, kaj se je zgodilo, ne, zakaj ste prišli nazaj, so, ne vem, imeli neke druge razloge, ne, se pravi, nič niso omenjali kakšnega strahu ali česa takega. Ampak to je nekaj, kar doživljamo tudi sicer, ne, se pravi, nekaj se zgodi, nekaj vidimo, nekaj slišimo, pride do neke informacije ali pa nekdo doživi neko izkušnjo, ki povzroči pri tej osebi strah in ta strah se začne širiti in postane naenkrat sestavni del našega življenja. Ko gre za strah, seveda moramo reči, da je vse kdaj strah. Jaz mislim, da ni nikogar tukaj med nami, no, ki ga še nikoli v življenju ni bilo ničesar strah. Ali je kdo? Takšen. Mislim, da ni. To je povsem normalen odziv. Če smo v temnem gozdu, kot so bili ti fanti, in začne nekaj pokati naokrog, se začne v našem telesu nekaj dogajati, v naših mislih se začne nekaj dogajati in preprosto v nas se naseli kanček, vsaj tistega strahu, sicer lahko rečemo, da je to previdnost in še marsikaj drugega, lahko to drugače seveda imenujemo, ampak dejstvo je, da določene situacije, v katerih se znajdemo, povzročijo v nas strah. Ko se znajdemo v neki določeni nevarnosti, če bi se znašli z oči v oči z medvedom sredi nekega gozda, verjetno nas bi bilo strah. Ne? In čisto pravičeno, mislim, da nobene dileme okrog tega. Tako da strah je nek normalen odziv, lahko rečemo, normalna reakcija na nevarnosti, bodi si stvarne nevarnosti ali pa tudi nevarnosti, ki niso stvarne, pa si jih mi zamišljamo, da so nevarnosti. Tudi to je normalno. Težava postane takrat seveda, ko to traja in ko se tega ne moremo znebiti. Ko enostavno to postane neločljivi del našega vsakdanjega življenja. In težava je seveda v tem, da čeprav je vse kdaj strah, je nekateri ljudi strah več čas. To pa ni več, rečemo temu, normalno. Spravi, to ni tisto stanje, ki ga bi lahko označili kot, ja, to je povsem nekaj običajnega, življenjskega. Strah je navzoč v našem življenju, ampak če je navzoč trajno, če nas na nek način tudi hromi v našem življenju, v načinu našega življenja, potem seveda gre za neko stanje, ki ni več normalno, ki ni običajno in kjer je treba ukrepati. Tukaj vidimo eno zanimivo misel človeka, ki se ukvarja seveda veliko z vprašanjem strahu, primerja ga z rakom. Se pravi, strah je vedno tu, ne, kot je rak vedno tu, da rečemo, ali pa potencial za rak je vedno v človeškem telesu. Ampak dejstvo, ravno ta navzočnost strahu je ta, ki prinaša potem tako negativne, uničujoče posledice. Strahu, kot pravi John Haggai, ne moremo skriti. Ko smo prestrašeni, se to vidi. To je dejstvo. Pri malih otrocih se to vidi veliko bolj jasno, mogoče kot pri odraslih. Včasih znamo strah tudi skriti, znamo nekako obvladati vsaj ali pa prikriti. Ampak dejstvo je, da slej ko prej to pride na plan in da ga popolnoma skriti seveda na noben način ne moremo. In ravno tako tudi strah seveda ne vpliva samo na nas, na naše odzivanje, na naše telo, na naše doživljanje, ampak preprosto vpliva na naše okolje, vpliva na naše celotno življenje. Tako da gre za nekaj, kar je resnično, lahko rečemo, vse povsod navzoče, če govorimo globalno in pa tudi vseobsegajoče. Ne moremo se mu nikoli popolnoma izogniti. Zato je seveda ključno, da znamo strah obvladati, da znamo z njim živeti, da se znamo pravilno odzvati.
da se ne trudimo doseči nekaj, česar ne moremo doseči, po drugi strani pa seveda tudi, da ne dvignemo roke in rečemo, tako pač je, nič ne moremo glede tega. Moram se s tem sprijazniti in to je moja usoda, ali kaj zvem, kaj še vse, kar uporabimo besed za to, da bi nekako opisali to ali pa opravičili po drugi strani to, da se ne želimo boriti proti temu, da ne želimo nekaj narediti s svojim življenjem. Veliko krat in veliko ljudi, nažalost, prevzame tukaj mentaliteto žrtve. Se pravi, smo žrtve strahu, ne moremo ničesar. In seveda zanimivo je tudi, da besede, kot bomo malo kasneje videli, ki jih uporabljamo, včasih to samo še krepijo in potrjujejo to naše doživljanje in to našo miselnost. Ko gre za strah, potem se nam veliko krat seveda zgodi, da se na nek način potegnemo vase, poskušamo se zaščititi, poskušamo narediti vse za to, da ne bi bili izpostavljeni določeni nevarnosti, za katero mislimo, da nam preti. Na nek način smo tukaj podobni želvam. Vemo, ko je želva v nevarnosti, naredi kaj? Vse potegne v oklep. Se pravi, nič ne ostane zunaj. In povsem jasno je seveda, da želva je živa v tem oklepu, ampak ne moremo reči, da živi. Ne moremo reči, da ima res tisto polno življenje, kot ga ima sicer. In ravno tako tudi mi, kadar se na nek način potegnemo vase, kadar se poskušamo zaščititi, izolirati, postaviti okrog sebe mogoče nek zaščitni zid pred vsemi temi nevarnostmi, ki nam pretijo, zato da bi se izognili strahu, tudi mi ne živimo, jasno, polnega življenja. Polno življenje lahko doživimo šele takrat, ko enako kot želva pomolimo glavo in noge ven, ko se začnemo znova gibati. Res je seveda, da smo takrat ranljivi. To je dejstvo, tudi želva je tako ranljiva, ampak brez te ranljivosti ni preživetja in ni rasti. In to je zelo pomembno. Skratka, ne gre za to, ko se poskušamo soočati s strahom, ne gre za to, da se zapremo v nek svoj mali svet, v neko varno okolje, tako kot ga mi pač dojemamo za varnega in mislimo, tukaj bo vse ok. Ampak gre preprosto za to, da živimo življenje v nevarnem okolju, ampak da znamo v tem nevarnem okolju odzivati se tako, seveda, da se na zdrav način soočimo s temi nevarnostmi. S tem smo ranljivi, ampak s tem rastemo, s tem pridobivamo nove izkušnje, s tem se osebnostno tudi bogatimo. Ni strah samo, da rečemo, nekaj negativnega, lahko je tudi pozitivna spodbuda v določenih situacijah, seveda, ko gre za, da rečemo, manjšo količino strahu ali pa nekaj izjemnega samo. Tako da, zelo pomembno je, da znamo se postaviti prav, na pravi način do našega strahu in do tega, s čimer se soočamo. Pri strahu je seveda jasno še nekaj se dogaja. Strah je veliko krat pretiran. S strahom se dogaja recimo nekaj takega, ki se poskuša ponazoriti na tej sliki. Začne se z nečim malim, potem pa je naenkrat veliko. Veliko krat na naše strahove gledamo dejansko res kot skozi nekakšen daljnogled. In pri daljnogledu vemo, da je pač funkcija, ki opravi ta, da nekaj, kar je daleč in majhno, približa in naredi veliko. In tudi z našimi strahovi je veliko krat tako. Ko se osredotočamo na njih, ko jih gledamo, ko jih opazujemo, seveda postajajo vse večji in večji. In se nam zdi, da na nek način postajajo neobvladljivi. In seveda to nas še bolj prestraši. In to nas še bolj po drugi strani paralizira, ohromi nas. In tukaj potem zaidemo v nekakšno spiralo, lahko rečemo, ali pa začarani krog vseh teh naših strahov, kjer en strah in ena izkušnja, ki jo doživimo recimo z nekim strahom, hrani drugega in tako naprej. Potem se vrtimo v krog, iz katerega veliko krat ne najdemo izhoda ali pa ne vemo, kako se iz njega rešiti. Ko govorimo o strahu in o tem fenomenu nasplošno, seveda ne govorimo samo o nečem, kar ponazorimo ali pa opišemo z besedo strah. Namreč besednjak strahu je zelo razširjen, zelo širok. In pravzaprav vse te besede, ki jih vidite tukaj pred sabo, opisujejo različne oblike strahu.
Niso vse enake. Ne opisuje vsaka od njih istega fenomena, ampak vse to skupaj nekako povzeto s to besedo strah. In o vseh teh stvarih pravzaprav govorimo, kadar govorimo o strahu. Seveda, veliko krat, kot sem prej omenil, z besedami, ki jih uporabljamo, naše strahove samo še utrjujemo. Torej, kadarkoli s svojimi besedami izražamo to mentaliteto žrtve, kadarkoli govorimo nekaj v stilu, recimo moral bi, kar takoj predpostavlja zraven, pa ne morem, ne, pa tega ne naredim, tisto, kar vemo, da bi morali narediti in ne naredimo zaradi tega, ker se ponavadi bojimo in je z nečim takim povezano, to postaja samo še močnejše. Tako da je zelo pomembno, kadar seveda delamo na tem področju in se želimo znebiti svojih strahov, da razmišljamo tudi o svojih besedah, ki jih uporabljamo. O tem, kako nekaj opisujemo, kako o določenih stvarih govorimo, kako se do njih postavimo tudi na tem nivoju. Ker če uporabljamo seveda te fraze žrtev, potem svoj strah in svoje strahove samo še utrjujemo. Tega si pa nikakor ne želimo. Ne želimo si biti obvladani od strahov, ampak si želimo obvladati strah, če uporabljamo to prispodobo. Ko gre za strah, seveda obstajajo različne kategorije in mi se ne bomo tukaj ukvarjali z vsemi podrobno, ne bomo se spuščali v njih, ampak vendar je dobro, da jih omenimo. Ne samo, da obstajajo različni viri strahov in strahu, ampak obstajajo tudi različne kategorije. Seveda tisti, ki se poklicno ukvarjajo s tem, bodo o tem vedeli še več in bodo govorili veliko več in pomagali lahko več na področju recimo posameznih od teh kategorij, ampak dobro jih je poznati tako v osnovi. Prva kategorija je strah pred stvarmi, okoliščinami, ljudmi. Najbolj znana zadeva, da rečemo, ali pa skupina strahov v tej kategoriji so tako imenovane fobije. To so strahovi pred stvarmi, ljudmi in okoliščinami, pojavi recimo in podobno. Naprimer nikotofobija, a veste kaj to? Ne, ni nekaj zvezi z nikotinom, čeprav potegne na to, ampak je strah pred temo. Ja. Strah pred temo, recimo. In mislim, da ko tako povemo, si rečemo, ok, ne, to pa je že nekaj, kar nam je bliže, kar smo mogoče sami doživljali ali pa še doživljamo, ali pa poznamo nekoga, ki to doživlja. Skratka, gre za strahove, ki so najbolj razširjeni. Ta kategorija je najbolj razširjena. Veliko torej strahov, ki jih poznamo, ki jih tudi medicinsko obravnavamo, recimo spada v to kategorijo. Seveda, tako kot pri ostalih strahovih, so lahko nevarnosti povezane s temi strahovi resnične ali pa so namišljene. Sploh ni pomembno, ampak dejstvo je, da strah obstaja zaradi določene stvari. Lahko je to strah pred, kot smo rekli, temo, potem so pajki, recimo najbolj pogoste fobije, ki so pa klaustrofobija, ne, recimo pred zaprtimi prostori, pa strah pred višino, ja, in tako dalje. In še bi lahko našteli, resnično je veliko teh različnih strahov, različnih fobij, skratka gre za eno zelo razširjeno kategorijo strahov. Druga kategorija je kar zanimivo strah pred strahom. Tudi to je strah. Dejansko so ljudje, ki se bojijo, da bi jih bilo strah in naredijo vse, da bi se strahu, za katerega domnevajo, da se lahko v določeni situaciji pojavi, izognili. In zdaj, če samo poskušate razmišljati o tem, kako izgleda takšno življenje, ne? Ko veš, da se določenih stvari moraš izogibati, da te ne bi bilo strah, potem enostavno seveda ne moremo reči, da živimo res polno in svobodno življenje. Ampak smo več čas omejeni z nečim, z nekimi svojimi strahovi, recimo, ki obstajajo. Pa strah pred mislimi tudi. Nekateri ljudje si ne želijo torej negativnih misli, predvsem. Ne? Mislim, nihče si jih ne želi, nihče ne uživa v njih. Ampak gre za strah, ko se tega v resnici bojimo in ko se poskušamo temu izogniti na vse možne načine. Ampak kar je zanimivo, seveda in ironično na nek način, kar se dogaja v takih situacijah, je, da bolj, ko se poskušamo takim mislim izogniti, bolj vztrajno se pojavljajo. Klasičen preizkus, še iz časov ruskega pisatelja Tolstoja,
ki je dal enkrat nalogo svojim poslušalcem in rekel, naslednjih 30 sekund ne razmišljajte o severnem medvedu, belem medvedu. Seveda so razmišljali o tem. Če ne drugače so razmišljali, a o čem ne smemo razmišljati, razumete? In to je v bistvu to. To se nam dogaja tudi sicer, ko se na nekaj fokusiramo, da o tem ne bi smeli razmišljati ali pa da naj tega ne bi naredili. Potem vemo iz izkušenj, ravno to naredimo. Ravno v to nekako zaidemo. To je podobno kot, ne sicer povezano s tem, ampak recimo vsi, ki imamo otroke, ko otroka rečemo, pazi, da ne poliješ mleka. Skoraj zanesljivo bo otrok polil mleko. Potem. Preprosto gre za psihološki mehanizem, ki nas pripelje do tega. In tudi sicer v naših možganih, tako pač naši možgani delujejo, enostavno prihaja lahko do podobnih situacij. Recimo so neke stvari, ki jih delamo povsem avtomatično. Neke stvari sploh ne razmišljamo o tem, kako jih naredimo. Ampak ko začnemo razmišljati o teh stvarih, kako jih bomo naredili, bomo zagotovo naredili neko napako. Bomo nekaj naredili drugače, veliko težje bo. Skratka, prihaja do določenih mehanizmov in temu se ne da enostavno izogniti. In ravno tako je pri teh mislih, o katerih tukaj govorimo. Tako da tudi to je seveda zelo razširjena kategorija strahov. Seveda, določeni strahovi so bolezenska stanja, ki jih je potrebno zdraviti. Nekatera od njih je treba zdraviti povsem medicinsko, recimo razne oblike anksioznosti, potem kompulzivne motnje, recimo, in podobno, panika in podobni strahovi. To so vse strahovi, ki obstajajo in potrebujejo seveda določen strokovni, medicinski tudi odziv. Ampak veliko strahov, s katerimi se soočamo in srečujemo v svojem življenju, lahko pod narekovaji seveda ozdravimo, oziroma si lahko pomagamo sami. In ne dovolimo pravzaprav strahu, da nas obvlada, ampak ga mi poskušamo obvladati. Nasplošno pa, ko kategoriziramo strah na nek način, moramo vedeti še nekaj, seveda, da obstajata vsaj dve veliki kategoriji, koristen in pa nekoristen strah. Koristen strah je strah, ki nas prisili k akciji, k temu, da se odzovemo, da nekaj naredimo, kadar smo v nevarnosti. In seveda, ko se znajdemo v nevarnosti, zdaj, če uporabim že prej omenjenega medveda, iz oči v oči z medvedom, nas postane strah in ta strah nas spodbudi k begu. Ja. Vemo, da moramo teči hitreje kot medved. In to je koristen strah. Nekoristen strah je pa strah, ki bi recimo izhajal iz tega. Šli smo v gost, srečali smo medveda in smo mu pobegnili in potem nikoli več ne gremo v gost. Zato, ker se bojimo, da bomo spet srečali medveda. Ta strah je povsem nekoristen. Nas hromi, pravzaprav nas ropa nečesa, kar bi sicer lahko doživeli, kar bi lahko bilo dobro. Ampak ne prispeva nič dobrega k našemu življenju, k našim odzivom. Tako da ne gre za to, in to bi res rad poudaril, da se znebimo strahu popolno. Da postanemo nekako, neki neustrašni moški in ženske, ki se jih nič ne bo dotaknilo. Svet okrog njih se ruši, oni pa stojijo in gledajo in vse je vredno, vse je lepo in prav. Ne. Strah je nekaj normalnega, tudi za kristjana. Veliko kristjanov ima to idejo. Ne smem se bati, ni razloga. Tudi kristjan doživlja strah, ampak se strahom sooča drugače. Mislim, da je to pomembno podariti. Ne gre za to, da tega iztisnemo na vsak način iz svojega življenja. Vsekakor pa gre za to, da ne postanemo prestrašeni, torej da se ne bojimo ves čas. To je tisto, kar je pomembno. Ko gre za naše strahove lahko hranimo in jih negujemo. Namreč veliko strahov v našem življenju preprosto ostane zato, ker jih zelo dobro in zelo zdravo hranimo. Smo poskušali neko zdravo hrano dati vsem, tako da nas malo poveže s temi mislimi, ampak obstajajo načini, na katere hranimo recimo svoje strahove. Eden od načinov je recimo izogibanje. Malo sem se prej tega že dotaknil. Skratka, gre za to, da se izogibamo situaciji, v katerih bi lahko doživeli strah. Ali pa smo ga doživeli na vsak način. Recimo, če vzamemo strah pred temo, rečemo. Nekateri ljudje pač strah teme, ne želijo biti v temnem prostoru sami
In to je to. In seveda se bodo na vse načine izognili temu, da bi bili v temnem prostoru sami. Najlažji način izogibanja je, da takoj prižgejo luč. To je seveda najenostavnejša zadeva. S tem so se izognili situaciji, ki povzroča strah. Ampak zdaj vprašanje, ali je s tem njihov strah izginil? Ne. Strah je še vedno tukaj. In kar je zanimivo, pravzaprav se dogaja, ta strah postaja še močnejši. Težje ga je obvladati, težje ga je premagati na nek način. Ne? Čeprav mislimo, da smo ga premagali, ker smo se izogibali situacijam, ki povzročajo strah. Ampak ga nismo, pravzaprav ga s tem svojim ravnanjem hranimo. Potem recimo druga varianta hrane, ki jo dajemo našim strahovnikom, na nek način je, da bežimo pred temi situacijami. Torej, ne da se izognemo v celoti, gremo v situacijo, ki nam povzroča strah, ampak čim prej pobegnemo iz nje, se pravi, čim prej odidemo iz nje. Recimo so ljudje, jaz poznam nekatere ljudi, ki imajo strah pred spoznavanjem novih ljudi, sploh, ko gre za recimo ljudi, ki so na nek način povezani z njimi. Recimo, nekateri ljudje imajo strah pred spoznavanjem novih ljudi, ko gre za ljudi, ki delajo na istem področju. Recimo neko strokovno srečanje ali nekaj podobnega. Ne? In zanima jih vse, kar se bo tam dogajalo, privlači jih, zdi se jim koristno, ampak strah, ne? Kako se bodo oni tam znašli, ali bodo se s kom lahko pogovarjali, ali bodo koga spoznali, ali bodo sploh koga poznali, recimo tam, kaj bodo ljudje o njih misli. In enostavno en plast strahov se sproži, recimo povezanih s tem. Nekateri ljudje si izberejo tukaj eno zanimivo taktiko, ne? Grejo na takšno srečanje, ne? Poskrbijo, da so videni, da so bili tam, ampak po najkrajši možni poti odidejo tudi iz take situacije. Preprosto šli so v svoj strah, šli so v te okoliščine, ampak so pobegnili iz njih. In seveda tudi s tem niso rešili svojega strahu, ker naslednjič, ko bo prišlo znova do take situacije, bo isti strah, še močnejši pravzaprav bo, in seveda bo treba najti spet neke nove načine, učinkovite načine, kako pobegniti iz recimo teh situacij. Potem imamo eno od načinov, kako hranimo svoj strah, je črnogledost. Ko preprosto pričakujemo, da bo pač vse šlo narobe v povezavi z nečim, česar nas je strah. Karkoli že pač. Mogoče smo, ne vem, povabljeni na neko rojstnodnevno zabavo in potem začnemo razmišljati in se pojavlja strah. Kaj, če bomo prišli prehitro, ali pa če bomo prišli prepozno, ali pa če bomo prvi tam, ali pa bomo morali dolgočasnega gostitelja mi zabavati. Ne? Razumete, enostavno takoj začnemo črne scenarije nekaj ustvarjati v vsem tem, kar se dogaja v naših mislih, željo seveda, da bi obvladali svoj strah, v bistvu ga pa samo hranimo. Ker bolj, ko se ukvarjamo s temi črnimi scenariji, bolj črno vse skupaj izgleda. In vedno več je teh strahov, vedno več stvari lahko gre narobe, vsaj tako mi to doživljamo in tako vidimo. Potem manipuliranje. Mi manipuliramo z določenimi situacijami ali pa ljudmi, recimo zato, da bi se svojih nekih strahov izognili in podobno. Recimo, da se to narediti na različne načine in pravzaprav samo domišljajo omejitev na tem področju, kako in kaj narediti. Recimo, pregovorno poštarji in psi si niso najboljši prijatelji, recimo, in nekateri poštarji imajo v resnici strah pred psi, ampak pošto je treba dostaviti. In mnogi od njih so iznašli zelo zanimive načine, kako psa premotijo, tako da lahko dostavijo pošto. V resnici, če se malo pogovarjate z njimi, boste videli, veliko več je tega bilo včasih, kot je danes, ampak tudi danes je, boste videli, da imajo sisteme, kako... Ja. To, mnogi drugi način, kako torej psa prinesti okoli, kako ga zamotiti z nečim drugim, zato da lahko pravijo svoje. Se pravi, imajo strah, zaradi neke slabe izkušnje, verjetno, manipulirajo s tem strahom, manipulirajo situacijo, ampak strah ne izgine. Še vedno je tukaj in spet morajo iskati nove načine, ker vedno se tudi psi navadijo na klobas, pa bi zdaj nekaj več, ali pa nekaj drugače. Tudi to ne pomaga in tudi to postane hrana pravzaprav za naš strah. In potem seveda še zadnja stvar, pod narekovaji, seveda eno mučeništvo. Preprosto, mi smo ubogi in največje žrtve in največji reveži in sirote na tem svetu in nekako stoično vdani v usodo pač poskušamo iti skozi
svoje življenje, upajoč, da pač ker in če se bomo predali, ne, vdali v usodo, bo nekako pač vse skupaj šlo. Ampak nič ne gre. Ne. Samo trpimo, notranje trpimo, doživljamo te notranje bolečine in strah nas od znotraj, kot smo prej rekli, tudi kot rak razjeda. Skratka, ne da se, da rečemo, na te načine obvladati strahu, pravzaprav dosežemo ravno nasprotno, hranimo svoj strah. Sedaj bi malo spregovoril o enem specifični vrsti strahu, ki ga poimenujemo lahko tudi seveda zaskrbljenost. Zaskrbljenost je prav posebna oblika strahu, se pravi, to ne gre za strah pred neko stvarjo, pred mogoče neko osebo, ampak gre v glavnem za strah pred določenimi okoliščinami, pa čeprav teh okoliščin niti ne znamo vedno v celoti definirati. Zaskrbljenost je, ko gre za strah in povezave z določenimi oblikami strahu, rečemo miselni del anksioznosti. Se pravi, intelektualni del anksioznosti bi lahko rekli pri tem. Zaskrbljenost intelektualno poskuša definirati določene stvari, pozna razloge strahu, recimo, ki je povezan z nečim pač, in seveda zaskrbljenost postane nekaj, kar se v bistvu spremeni v način življenja, lahko tudi rečemo. Ljudje so preprosto potem naenkrat zaskrbljeni. Ko jih vprašate, zakaj pa si zaskrbljen, že več na koncu ne vejo točno zakaj, ampak vedo, da so. In da pač nekaj jih mora skrbeti, ker nekaj bo zagotovo šlo narobe, nekaj se bo zagotovo negativnega zgodilo in podobno. Zaskrbljenost je v bistvu, kot vidimo, napačna razlaga nekih vsakdanjih podatkov, ki pospeši misli v smeri strahu. Se pravi, lahko smo zaskrbljeni zaradi prihodnosti, recimo, zaradi tega, ali bomo imeli delo, ali ne, ali bomo imeli zaposlitev, recimo, ali ne bomo. Seveda, imamo neke vsakdanje podatke, imamo neke informacije, ne, stvari ne kažejo dobro, situacija ni rožnata, perspektiva, torej prihodnosti ravno tako ne. In potem seveda vse te informacije enostavno uporabimo za to, da svoj strah nahranimo, da ga nabildamo in ga napihnemo, naredimo nekaj izjemno velikega, seveda iz njega in zapademo v eno stanje, iz katerega se zelo težko potem izvijemo. In to postane torej naš način življenja. Zaskrbljenost je, lahko rečemo, čisto fizično moč tudi čutiti, ne, kot nek občutek nelagodja, dušenja, nekega nemira, anksioznosti kot take. Skratka, nekaj čutimo, nekaj vemo, da ni tako, kot bi moralo biti, nekaj se dogaja recimo z nami. In v glavnem je osredotočena seveda zaskrbljenost na prihodnost. Ravno tukaj pri zaskrbljenosti lahko vidimo, kasneje bomo malo se dotaknili te nekatere svetopisemske odzive na to, kako se postaviti v situacijah. Ne samo do zaskrbljenosti, ampak strahu na splošno. Zato sem vzel to kot recimo en primer, na katerem lahko nekaj naredimo. Zaskrbljenost je zloraba domišljije, kot je nekdo rekel. Namreč lahko obstaja nek legitimen razlog za skrb, ampak z našo domišljijo, s to zlorabo domišljije, potem iz tega naredimo nekaj veliko več od tistega, kar je bilo na začetku. Naenkrat to postane nekaj povsem pretiranega. Iz nekega malega strahu skozi ta daljnogled naenkrat vidimo vse veliko. Formula za zaskrbljenost je seveda, lahko rečemo, zelo enostavna, ima neke svoje elemente, torej začetni strah, potem pričakovanje, da bo se ta strah uresničil, da se bo zgodilo ravno to, česar nas je strah, spomini na to, da se je nekaj podobnega že zgodilo, bodi si nama ali pa nekomu drugemu, recimo. Potem pa k temu dodamo še domišljijo, se pravi, kaj vse se lahko zgodi, kako lahko to zgleda, do česa vse lahko to pripelje in kot zadnji element seveda še čustvo. In ko vse to skupaj povežemo, potem je jasno, da pride do nečesa, kar popolnoma pobegne izven vsakega nadzora in nas začne obvladovati in nas seveda jasno tudi ohromi. Zaskrbljenost je, lahko rečemo, povsem nekoristna.
To sicer zveni lahko zelo tako plehko in površno, ampak je resnično. Zaskrbljenost je povsem nekoristna. Če boste zaskrbljeni, to nič ne bo pomagalo rešiti situacije, zaradi katere boste zaskrbljeni. Kvečemo obratno. Lahko se zgodi, da bo problem še povečal pri tem. Nekdo je to nekoristnost opisal v primerjavi z gugalnikom. Kot gugalnik zaposlite, a te ne pripelje nikamor. Z gugalnikom vemo. Ja, ves čas se gugamo, ampak še vedno smo tu, kjer smo bili. In pri zaskrbljenosti enako sprej, ves čas se ukvarjamo s tem problemom, s to skrbjo, ki je postala tako napihnjena, velika, ampak nič ne moremo glede tega narediti. Kar je zanimivo, ko govorimo o zaskrbljenosti, seveda in ravno tudi o našem odzivu na njo, je dobro vedeti določene stvari. Recimo, po nekih podatkih, 40% stvari, za katere smo zaskrbljeni, se nikoli ne zgodi. Kar je dost velik odstotek, lahko rečemo. To se nikoli ne zgodi. 30% stvari, za katere smo zaskrbljeni, se je že zgodilo in tako ali tako ne moremo nič narediti glede njih. Ker preteklosti ne moremo na noben način spremeniti. Pri tem lahko samo svoj odnos do nje seveda spremenimo. 12% vseh naših zaskrbljenosti, recimo, so nepotrebne skrbi glede zdravja. Ne, da ne rabimo skrbeti za zdravje, moramo in dobro je, vsekakor priporočljivo. Ampak ne rabimo biti zaskrbljeni glede tega. Oziroma 12% predstavlja te nepotrebne skrbi za zdravje. 10% zaskrbljenosti so skrbi glede majhnih stvari, nepomembnih, bi lahko rekli, vsakdanjih nekih stvari. In 4% samo predstavljajo resnične skrbi, glede katerih lahko nekaj naredimo, glede lahko nekaj ukrepamo, kar pomeni, da vsekakor ne rabimo biti zaskrbljeni, ker lahko nekaj naredimo. In kot zadnje, 4% predstavljajo torej resnične stvari, kjer pa ne moremo ukrepati. Kar pomeni, ko pogledamo vse to, seveda, zdaj odstotki niso 100% zanesljivi v vsem, ampak gre za neka razmerja in za neke določene analize, narejene na podlagi recimo človekovih izkušenj. Vidimo, da pravzaprav je zelo, zelo malo stvari, zaradi katerih bi lahko skrbeli v resnici. Ne bi pa rabili niti biti zaskrbljeni konec konca. Zato, ker tudi če ne moremo ničesar narediti glede tega, potem tudi naša zaskrbljenost v tem primeru ne pomaga. Nič ne bo spremenilo. Tako da dejansko zaskrbljenost je nekoristna. Nič ne bo spremenilo. Poskušamo narediti eno vajo. Kaj vidite? Kako piko vidite? Kako? Rdeča pika, kako zdaj? Zelena. V bistvu, gospod isti najde prav, vse belo je v bistvu. Ampak zakaj vidimo piko? Osredotočamo se vedno na neko majhno stvar in pri zaskrbljenosti je tako. Vzamemo eno drobno stvar, na njo se osredotočimo, vse ostalo okrog nje ne vidimo, enostavno zgine. In potem ta mala stvar postane velika, ogromna, napihnemo jo. In seveda, bolj ko jo napihujemo, bolj smo zaskrbljeni. Vsakim dnem je to vse hujše. In gre preprosto za princip, vaš odziv je čisto isti kot vse posod, kjer to pokažem. Vsi rečejo, da vidijo piko na tem, pa velika večina, da ne rekli si. Pika. Zakaj ne vidimo vsega belega, recimo okrog, vsega drugega? Tu ne gre za nek naivni, da rečemo, optimizem v življenju, ki ga bi morali gojiti, ampak gre za en realizem, ker kot smo prej pokazali, malo je stvari, zaradi katerih bi naj skrbeli pravzaprav. Seveda moramo skrbeti za prave stvari, ampak ne rabimo pa biti zaskrbljeni za njih. In ko gremo v Sveto pismo, recimo, bomo našli veliko, imenujemo to zdravil, seveda pod narekovaj za zaskrbljenost. In to so zdravila za naše strahove tudi, ki jih imamo sicer. Recimo, ena od najbolj jasno izraženih stvari v Jezusovi pridigi na gori, Evangelij po Mateju, 6. poglavje, 25. do 34. vrstice. Boste našli, osnovna misel je ravno tak, ki smo omenili, zaskrbljenost ne deluje, zato ne skrbite. Jezus je rekel, nihče ne more svojim trudom, svojo zaskrbljenostjo, svoje življenje podaljšati niti malo. Je tako?
Ne gre, pravi. Lahko se trudite, kolikorkoli hočete. Ne. Če bomo zaskrbljeni glede svoje telesne rasti, ne bomo nič hitreje rasti. To je ta ideja. Jezus jasno pravi v tej pridigi, v tem odlomku, tukaj v Mateju piše o tem, ne pravi, gledajte, lilije na polju, kako rastejo, kaj se dogaja, ne? Samo po sebi določene stvari. Pravi, koliko bolj, seveda, če Bog skrbi za njih, skrbi za vas. Tako da, takoj tukaj, poleg tega, da pravi, da je zaskrbljenost nekoristna, govori seveda o tem, da kristjan svoje strahove, ki jih ima, svojo zaskrbljenost lahko prinese pred Boga, če lahko tako rečemo. Ne? Lahko jo damo njemu v roke. Nismo sami v tem. Ne gre za neke trike, ki bi jih naj uporabljali, s katerimi bi se naj okoristili, zato da bi nekako zaobšli ta svoj strah. Ampak gre za vprašanje zaupanja, za vprašanje vere, za vprašanje, ali se zavedamo, kdo ima stvari pod kontrolo. Dokler mislimo, da jih imamo mi, seveda potem imamo dovolj razloga, da smo zaskrbljeni. Ko pa spremenimo to svojo perspektivo in ko začenjamo razumeti to, kar piše v tem odlomku, potem bomo seveda videli in gledali stvari povsem drugače. Potem še en svetopisemski nasvet, povsem koristen. Ne? Osredotočimo se na rešitve, ne na težave. Osredotočimo se na beli prostor, ne na piko, rdečo, zeleno ali pa modro, ki je v sredini. Čeprav tu ni zdaj težava rešitev, ampak gre za isto stvar. Matej, 14. poglavje, to je ta primer, ko Peter hodi po vodi. Se spomnimo, ne? Kako dolgo bo šlo dobro? Dokler ne gledam na težavo. Ne? Zanimivo je, ko berete to besedilo, boste videli, da v določenem trenutku piše o tem, da se je začel zavedati, da je veter močan in da piha. In seveda, da on ni v čolnu, ampak da je na vodi. Veter je pihal že prej, ko je stopil ven. Ampak tukaj v tem odlomku imamo en jasen signal, ne se pravi, namesto na rešitev, na Jezusa se je začel osredotočati na problem. Ko se osredotoča na problem, vemo, kaj se dogaja. Ne? V Evangeliju po Luku imamo tudi navedek, pravi Jezus, kadar bi nas, kogarkoli, seveda kdorkoli zaradi vere preganjal, mu nasprotoval, pravi, nikar ne bojte se, kaj boste takrat rekli, kako se boste odzvali, zato ker vam bom jaz dal rešitev. Se pravi, ne razmišljajte o problemu, ne razmišljajte raje o tem, ki vam lahko pomaga, ki vam ponuja tukaj rešitev. Se pravi, osredotočimo se na rešitve, ne na probleme. Ne? Osredotočimo se na to, kako določen strah premagati oziroma obvladati, ne na strah sam. Ne? Ukvarjamo se z njim kot takim. Vnaprej smo pozvani, da predamo svojo zaskrbljenost Bogu. 1. Petrovo pismo 5:7. Vso svojo skrb zvrnite nanj. Odložite nanj, bi lahko rekli. Ne? In dejansko res mi svoje strahove, svojo skrb, zaskrbljenost nosimo kot eno breme. Velikokrat. In to breme, ki nas uničuje, ki nas razjeda, ki nam škodi, če hočemo, našemu telesnemu zdravju, našim odnosom, našemu emocionalnemu zdravju, vsem tem vidikom našega življenja. In zato je ta nasvet, ne? Odloži to na Boga, ne? Rešuj to z njim. To je ta spodbuda, ki jo imamo recimo tukaj. Osredotočimo svoje misli nekaj podobnega kot prej na Boga, ne na skrb. Ne? Tistemu, ki ti je predan, daš mir, pravi Izaija, 26. poglavje. Tistemu, ki se ukvarja s tabo, ker ko smo nečemu predani, pomeni, da je to v naših mislih, da nas to na nek način zaposljuje. S tem se ukvarja. Ne s težavo, ne s strahom, ne s tem, kaj lahko gre vse narobe. Ne glede na to, koliko krat je mogoče šlo v primeru določenem že kaj narobe. In potem še ena stvar, nadomestimo svoj skrb, svoj strah z zaupanjem. Ne, da ne poznamo strahu, ne, da ni mogoče, da v naše življenje poskuša odreti zaskrbljenost, ampak osredotočimo se na gradnjo odnosa zaupanja do Boga. Tukaj v 37. psalmu, v tej 3., 4., 5. in 7. vrstici imamo nekaj zanimivih misli, ki so zapisane. Ne. Najprej pravi, recimo 3. vrstica, zaupaj v Gospoda. Ne. Se pravi, ne odnos strahu, ne bojazni, ampak odnos zaupanja. 4. razveseljuj se v Gospodu. Ideja je seveda, ukvarjaj se s tistim, kar ti Bog daje, kar prejemaš od njega. 5. vrstica, izroči svojo pot Gospodu, zaupaj vanj znova,
znova isti poudarek. In potem v 7. vrstici bodi miren pred Bogom, zaupaj se mu. Vidimo ves čas, da to zdravilo za strah je odnos zaupanja, odnos vere. K temu smo povabljeni, da to gradimo, da to izgrajujemo v svojem življenju. Seveda ne nazadnje, kakor seveda pa kot najmanj pomembna stvar, molitev. Molitev je čudovito sredstvo za obvladovanje strahu. In verjamem, da ste imeli veliko krat to izkušnjo, da ko ste bili v neki stiski, v neki težavi, ko vas je nekaj bremenilo, ko vas je nečesa bilo strah in če ste molili, da ste se počutili boljše. Nekako, kot da bi res odložili svoje breme in bi šli naprej. Ne, da je težava izginila, ni izginila, še vedno je bila to, ampak vaš odnos se je spremenil do tega in zato gre pri strahu. Ne, da bodo nevarnosti izginile, ampak naš odnos do njih se spreminja. Kadar uporabimo te stvari, ta svetopisemska, da rečemo, zdravila v svojem življenju. Sveda, tukaj moramo biti realni. In s tem bi nekako tudi povzel in zaključil to. Ne dovolimo, da bi nas strah premagal, poskušajmo mi premagati strah na te načine, ampak ta realnost, ki je zelo pomembna, za vse te stvari, ki jih uporabljamo, za vse te stvari, ki jih lahko naredimo, v katerim smo povabljeni in ki delujejo, ki verjamem, da so naše izkušnje, je potreben določen čas. Včasih prehitro pričakujemo neko spremembo, nek rezultat. Jaz poznam ljudi, ki ne molijo recimo v svojem življenju in ko pridejo in se pogovarjamo in poskušam seveda ponuditi to in potem rečejo, ja, ampak enkrat se molil, pa nič ni bilo boljše in ne bom več nikoli več. To je to stališče. Spravi, če se ni takrat zgodilo točno tako in tisto, kar sem si jaz zamislil, potem to ne deluje, torej ne bom več. Ne, potreben je določen čas. Ne toliko za Boga, za nas. Da se mi na določene stvari, da rečemo, navadimo oziroma da dovolimo, da se naša perspektiva spremeni, da se naše gledanje, doživljanje, odnos spremeni do določenih stvari. Zato je potreben čas. In tudi, ko gre za strahove, čisto konkretne strahove, s katerimi se recimo borimo, so čudoviti, da rečemo, enostavni načini tudi, poleg vseh teh, ki smo jih seveda omenili, kako premagati recimo strahove pred, ne vem, tem ali pa letenjem. Ko preprosto s pomočjo neke osebe, ki vas lahko vodi in usmerja, pri tem lahko ta strah premagate. Ampak ne boste ga od danes na jutri. To se ne bo zgodilo in to je nerealno pričakovanje. Potreben je določen čas, zato ker se mora spremeniti določen vzorec razmišljanja tudi, ali pa besede, ki jih uporabljamo, gledanje, doživljanje določenih stvari in podobno. Tako da gre za to, da ne pričakujemo nerealnih seveda rezultatov. Potreben je čas. Zmaga nad strahom se vedno doseže postopno. Ne gre drugače. Jaz poznam ljudi, ki so poskušali drugim pomagati, da premagajo recimo strah pred plavanjem v globoki vodi, tako da so jih vrgli v globoko vodo. Ampak ti ljudje se še danes bojijo globoke vode. To ne deluje. To je 100%. Lahko ti ljudje plavajo in so splavali, ampak še vedno jih je strah tega. Jaz resnično poznam nekaj ljudi osebno, ki imajo ta strah, ki ne bodo šli dlje od tistega, dokler vidijo ali pa lahko celo stopijo dol. Zakaj? Zato, ker je nekdo poskušal probleme rešiti prehitro. Te zadeve se dogajajo postopno. Ti strahovi, ki se ukoreninijo v naše življenje, so tja prišli postopno, počasi. In za nekatere je potrebno, kot smo rekli, precej časa in določeni koraki, kako seveda, da te stvari odstranimo. In še eno mislim, da ravno tako zelo pomembna stvar je, ko gre za premagovanje strahu. Moramo pričakovati tako, kot vedno v življenju, vzpone in padce. Kot vožnja s tem vlakcem smrti. Malo greste gor, potem pa wow, dol. In ko mislite že, zdaj vse ok, ste spet nekje gor in spet se recimo zadeva ponovi. Pri strahu je enako. Ko se nam že zdi, da smo šli čez to, da smo nekako zmagali, spet. Recimo ta stvar. In to nas ne sme razočarati. To je nekaj, kar je potrebno pričakovati, s čimer je treba računati, s čimer je treba ne nazadnje tudi delati. Konec koncev, ravno zaupanje, nasplošno lahko rečemo, pa tudi zaupanje ali pa vera v Boga se gradi na ta način.
naša vera ni vedno samo vzpon, ampak so tudi temne doline. Ampak ravno skozi te izkušnje, tudi te temne doline, pravzaprav gradimo svojo vero, gradimo svoje zaupanje. In če je zaupanje eden od ključev za to, kako obvladati strah, potem moramo računati na to, da bomo šli skozi enak proces tudi na tem področju. In zaključil bi z mislijo, ko gre za strah, za naš odziv in premagovanje strahu, seveda lahko se ali pogumno soočimo s tem, lahko rečemo, ja, želim nekaj narediti, želim ukrepati, ne želim več biti žrtev, ampak želim stvari prevzemati počasi v svoje roke skupaj z Bogom. Mislim, da je tukaj za kristjana izjemna dodana vrednost, če lahko tako rečemo, ravno ta način razmišljanja in to pričakovanje. Ampak vendarle veliko ljudi na drugi strani seveda tudi raje ne naredi ničesar, ne raje ostanejo v tem stanju, v katerem smo. In mislim, da je ta misel nekako taki povzema. Kdor hoče, najde pot, kdor noče, najde izgovor. Eno od teh stvari vedno najdemo, ko gre za naše soočanje s strahovi. Ali bomo našli pot in ponujena nam je pot tudi v Svetem pismu in ponujena nam je jasno tudi pot strani ljudi, ki nam lahko pomagajo pri tem, ki nas lahko usmerijo, ki nas lahko vodijo. Lahko pa seveda najdemo izgovore, zakaj to ne bomo naredili. In moja seveda želja in namen je spodbuditi nas nekako k temu, da pomagamo drugim in sebi najti to pot. Ne pa izgovore v svojem življenju. In kot zadnja misel, v Svetem pismu boste 366 krat našli zapisano ne boj se. Ja, baje je. Jaz ga nisem preštel, verjamem pa, da ne preštel. Ja. Kar je zanimivo, ne bom rekel, da je točno zato, in preveč bi bilo trditi, ampak 366 pokriva vse dni, tudi tiste v prestopnem letu. Se pravi, za vsak dan vsaj enkrat najdemo zapisano to. Ampak kar je zanimivo, kar dejansko je podatek, našli boste to besedno zvezo v vsaki svetopisemski knjigi. Jaz zdaj govorim trdim lahko torej za kanonične, ne za deuterokanonične knjige, ne poznam tako dobro, ampak za te trdim, da boste našli v vsaki zapisano to besedno zvezo. Kar pomeni, da je, kolikor je univerzalen strah pri vseh ljudeh in vseh situacijah, očitno, ki so obravnavane v Svetem pismu, je univerzalno tudi sporočilo, ki prihaja od Boga. Da naj se ne bojimo. In to, kar je meni v tem besedilu, ki je tukaj tako všeč in posebej, je ravno razlog, zakaj se ne bi bali. Ne boj se, saj sem s teboj. Ne pravim, nikoli te ne bo strah, v smislu, ali pa ne bo situacij, v katerih bi se lahko pojavil strah, ampak bo pravi, jaz bom stavil v teh situacijah. Sem del te situacije skupaj stavil. Ne boj se, saj sem s teboj, potem dodaja, saj sem te odkupil. Poklical sem te po imenu moj si. In mislim, da za enega kristjana, vsaj za mene osebno, ni boljšega sporočila, kot gre za strah. Ker dejansko usmerja na to, da ne glede na nevarnost in okoliščine je varnost. In je varnost v Bogu. In v mojem odnosu seveda zaupanja v njega. Mislim, da ko se soočamo z vsemi temi različnimi in številnimi strahovi v našem življenju, v našem času, je to dobro sporočilo, je dobra novica. In to je nekaj, kar dejansko lahko kot kristjani damo temu prestrašenemu svetu. Nekaj najboljšega pravzaprav, kar lahko damo. Seveda, ne kot eno prazno obljubo, ampak nekaj, kar nosi seveda veliko tega v paketu, nekaj, kar popolnoma, seveda, ko dojamemo pomen teh besed, ne samo tiste prve, ne boj se, ampak vsega, kar sledi, tudi spreminja življenje. Moja želja je seveda, da bi to bilo nekako dnevno izkušnje nas in seveda ljudi, s katerimi prihajamo v stik, ko bomo te stvari delili z njimi. Tako da vam seveda želim življenje, ki bo šlo v tej smeri, kjer bo to resničnost, do katere boste pomagali tudi drugim. Hvala za vašo pozornost.
kakšno vprašanje? Prilika zdaj je. Pravzaprav ni vprašanje, ampak mogoče bi malce opomnila vas v tem smislu, oziroma bolj za poslušalce to govorim. Ne vem, koliko vam je znan hrvaški teolog profesor Tomislav Ivančič. On je napisal, oziroma po njegovih predavanjih seminarjih so napisali knjižico, ki je v slovenščino prevedena. Mislim, da je naslov Zdravila iz Božje lekarne ali tako nekako. V glavnem, tam najdete recepte v obliki molitev proti strahu, proti depresiji, proti neveri, proti celemu kupu teh psiholoških teorij. Jaz sem enkrat to sprobala. Po noči sem se vračala ravno z njegovega seminarja. Ne vem, koliko poznate to cesto Krško-Celje. V glavnem relativno oska, ovinkasta, Savinja je na desni strani. V glavnem, zdaj kot očalaka po noči še toliko slabše vidim kot podnevi. Ampak sem se spomnila na profesorjeve besede in sem si ponavljala, Gospod je gospodar situacije. In me je strah minil. S tem sem si tudi rekla, dobro, če je Božja volja, oziroma če je za mene dobro, da sledim v Savinjo, naj se zgodi. Ja, zagotovo delujejo te stvari. Mislim, to, o čemer smo tu govorili, jaz lahko rečem seveda stvari, o katerih govorim, jaz jih na sebi preizkušam. Vedno, ne želim govoriti o nečem, kar ne deluje, tako da zagotovo to deluje. Seveda tukaj smo lahko, glede na neko omejitev časovno, ki imamo en delček teh zdravil uporabljeni, ki so vsekakor je tega več, spekter je zelo širok in tudi konkretne situacije in konkretni odzivi, pomoč je zelo konkretna za te stvari. Seveda pomembno je, da jih poznamo in da jih uporabljamo. Ker spet ni dovolj. Veliko ljudi, recimo, tako kot pri mnogih drugih stvarih, ne ve nekaj, ampak tega nikoli ne naredi. Se pravi, vemo, strinjamo se z vsem, to je dobro, to je koristno, ali pa slišali smo za nekoga, da je delovalo, ampak dejansko. Ja. In ozavestiti in dejansko, da ponotranjamo te stvari. Da to postane naše, da to živimo. Mislim, da to je ta ključ, to, kar ste rekli. Tako da hvala za to. Če da pošestno, meni to zelo pomaga, Psalm 23. Gospodni moj sostir, nič mi ne manjka, in potem Psalm 23. Tudi če bi hodil tam ne dolje. Se mi zdi, da je to res, v bistvu je to molitev, ker človeka. Ker v takih situacijah se človek velikrat znaš v kakšnih takih. Meni pa samo tole bi me pa zanimalo, če ste mogoče kje zasledili v kakšni literaturi, ali je več anksioznosti pa tistih ljudeh, ki so bili rojeni med vojno. A veste, starši so doživljali razne stiske, in če se ta anksioznost, dobro, lahko je kaj v genih, ampak tako prenaša potem na te otroke, ki so bili pričakovani in pa tudi rojeni med vojno. Če mogoče... Žal nisem zasledil, mislim, da ne bi mogel trditi nekaj v zvezi s tem. To, kar omenjate, je lahko verjetno, bi rekli, v nekem smislu, zagotovo tudi obstaja kakšne raziskave, tako da je bilo treba malo poiskati pa videti, kaj je bilo narejeno. Ampak 23. psalm, ki ste ga omenili, recimo, mene so ga starši pač naučili kot malega otroka. To bi meni, da je bilo eno od prvih svetopisemskih besedil, ki sem jih znal. Ravno v tem, v sredini, tudi ko bi hodil po globeli, te smrtne sence, se ne bojim, ker si ti z menoj. To je ta ideja. Ne bo globeli, ne bo težav, ampak nekdo je z mano. Ta nekdo je čist nekdo z velikim konkretno. Izkrka malenko. Prav v teh stvari, ja. Tako, ja. Hvala lepa. Mislim, da je to. No, v glavnem, če ni več vprašanj, bi se rada zahvalila današnjemu predavatelju, gospodu Godini. Hvala. Mislim, da nam je dal kar nekaj zanimivih iztočnic za nadaljnje premišljevanje. Hvala pa tudi vam, ki ste se udeležili današnjega predavanja in ob tej
vas povabila v nedeljo tudi na zaključek svetopisemskega maratona. Bo v cerkvi svetega Jožefa o 5. popoldne in nastopil bo pevski zbor Dekor z zanimivim programom, zato res lepo vabljeni. Kar se pa tiče potem še reklama. Svetopisemska družba torej je izdala plakate s svetopisemskim citatom in tudi zanimivimi motivi iz narave in vabljeni, da jih potem pri izhodu tudi vzamete. In seveda, svetopisemski maraton pomagamo se oblikovati prostovoljci, vendar pa imamo kljub temu tudi nekaj materialnih stroškov, zato bomo hvaležni za kakšen prostovoljni prispevek. Hvala torej še enkrat za udeležbo, pa lep in miren večer, ki ga lahko nadaljujete tudi v Marijini kapeli ob branju svetega